Dejan, kakšne spomine imate na svoje športne poškodbe oziroma kako ste jih doživljali, kako gledate na njih zdaj? Ja, kot takrat v tistem času sem se zavedal, da pač neke poškodbe seveda pridejo z delom, z pretiravanjem oziroma z treniranjem, kajti trenirali smo do te mere, da smo nekako presegali same sebe in pa tudi velikokrat svoje sposobnosti. Iskali smo tisti limit, sprehajali smo se po neki tanki liniji in le tako je lahko prišlo do rezultata. Takrat nisi razmišljal o tem, kdaj se boš poškodoval, kaj bo potem sledilo. Samo osebno sem delal v tej smeri, da sem vedel, da le do najvišjega nivoja oziroma če treniram maksimalno, lahko dosežem potem tudi uspeh. Vse ostalo je potem nekako zabrisano oziroma ni pošteno. Ko pa se je zgodila poškodba, pa seveda bom rekel, ne bodi ga treba. Velikokrat je pa bilo veliko poškodb, čez katere je bilo potrebno nekako psihično, umsko premagati in si sporočiti tisto, kar je bolelo, da sporočiš svojemu telesu, sebe in pa okolici, da te ne boli. Vem, da je to mogoče morda malo filozofsko, ampak prepričati sam sebe, da te ne boli, kljub temu, da te boli, je po mojem največji nivo športnika, ki lahko doseže. Kaj je bilo za vas tisto, kar vam je mogoče najbolj pomagalo, poleg seveda raznih terapij, verjetno, ko ste jih imeli? Kaj je bilo za vas tisto, kar vas je res odrešilo? Jaz bom rekel, da nekako sem poizkušal v največji meri bolečino ignorirati, se prepričati, da seveda koliko ni bilo nekih zlomov in hvala Bogu jih ni bilo veliko, sem se poizkušal prepričati, da seveda lahko kompenziram bolečino z tistim, kar seveda prihaja. Pa ne mislim materialne vrednosti, temveč športni uspeh. Športni uspeh je bil toliko v ospredju in toliko zaželjen, da sem bil pripravljen iti seveda čez marsikatero poškodbo in smo tudi šli, kajti velikokrat je tako v športu, da športniki treniramo res velikokrat gremo čez meje svoje in pri tem nastanejo poškodbe in seveda to bi pomenilo, da če bi bili preveč dovzetni oziroma popustljivi do sebe, do svojega telesa, bi pomenilo, da bi bili več bolniški, kot pa bi trenirali. In sam osebno sem se vedno zavedal tega, če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati in ja, s časoma se začneš zavedati, da je bolečina nekaj, kar te spremlja, nekaj, kar je seveda sopotnica na neki tvoji poti in pač spremeš. Kajti potem, ko seveda postanejo rezultati vidni, je potem tudi potrebe in pa želje delodajalca oziroma tudi nas športnikov, je pot do cilja bistveno lažja, ampak je lahko zraven tega, da je lažja samo virtualno, še veliko drugih dejavnikov, ki potem vpliva na to in seveda vsa okolica, ljudje, ki te obkrožajo, je pomembno, kdo te obkroža, da ne jokajo s tabo, ampak rečejo, dajmo stisni oziroma potrudi se, samo še to in potem greš naprej in tako premaguješ te morda že za marsikoga ovire. Kaj ste se recimo iz vsega tega naučili? Kaj vas je naučila bolečina? Bi lahko rekli, da vas je kaj naučila za življenje? Športniki sigurno bom rekel, da imamo morda neko večjo mejo do teh bolečin, ampak večja meja je pač neko merilo za to, da nekaj narediš oziroma da hočeš doseči rezultat in prav to merilo oziroma to videnje, če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati, pa čeprav je to bolečina, kar seveda ni idealno, ampak ja, skozi bolečino se naučiš to, da vidiš, da si premagal neko mejo, da si stopil mentalno, fizično na višjo stopnico, na višji nivo. Ko se športnik upokoji, se srečuje z raznimi stvarmi in potem razmišlja, kaj pa se je zdaj zgodilo, kaj se dogaja z menoj. Včasih so bolečine morda veliko hujše, kot so bile takrat, ko smo trenirali. Ja, seveda, telo se spreminja, mišični tonus pada, potem se prenesemo vse strese, ki smo jih imeli v preteklosti, ko smo bili aktivni, na svoje kosti, sklepe in tako naprej. In seveda tudi prihaja do velikih bolečin, ampak potrebno se je zavedati, da pač to, kar smo delali v aktivni karieri svojemu telesu, da je v bistvu to še vedno v najmilejši obliki, kar lahko prihaja nazaj. Mene je vedno zanimalo, kot bokser greš v ring in veš, da te bo bolelo. Kako ste se naučili, kako se naučite prenašati to? A je to čisto samoumevno ali je vseeno potreben nek trening za to? Absolutno. S treningom se seveda zvišuje tudi te meje in pa z željami po uspehu.
Jaz bom rekel, da sem prav tako človek kot vsi ostali in prav tako imam bolečine. Določene bolečine postanejo poznane, veliko bolečin je nepoznanih in v tem primeru lahko rečem samo, da je osebnostno odvisno od posameznika, kdaj se odloči, da je ta bolečina večja od tega, da lahko nadaljuje pot, ampak vendarle glede na to, da potem, ko pride do tega, da moraš dati več, da premagaš bolečino, je osnova za uspeh.